On tudi v tem vašem filmu Taborišča razlaga o tem, da mladi ne vedo. Jaz se na tem mestu tudi vas sprašujem, ne samo do sebe, zdi se mi nepojmljivo, kako ne vedo, kdo ne ve, zakaj ne ve. V šoli se vsi v tem učimo, pa ne nazadnje živimo v informacijski dobi, v tehnološki dobi, ko so vse informacije, znanje, tako rekoč na klik. Tudi v vašem filmu ste ne nazadnje pač en del tega dogajanja v taboriščih prikazali z animacijo. Najbrž zato, ker je animacija oblika, ki je mladim verjetno bliže. Tako. Ali res ne vedo? Tako bi rekel. Danes že vedo 5-letni otroci uporabljati iPad, uporabljati YouTube. Jaz mislim, da bi lahko rekli, da ne vedo na tej duhovni plati. Lahko oni so denimo opremljeni z nekimi podatki, ja, to se je zgodilo takrat. Za številkami mislite? Da morda, jaz ne bi uporabil besede, da ne vedo, ampak bi morda rekel, da ne zapopadejo. Aha, se pravi globina, teža. Ja, da se jim to zdi nekaj, kaj je tam onkraj televizijskega ekrana, da to ne more se njim zgoditi, da je to znanstvena fantastika. Tako je boljše se izraziti, ne da ne vedo, seveda vedo, saj ne nazadnje jih šola poduči, ampak zapopadejo resnosti tega. Kot je dejal ta v tem dokumentarnem filmu Preživeli, Pica v Auschwitzu je naslov filma. Se vrne v Auschwitz in želi tam v baraki še eno noč prespati. In potem tam govori izkušnje in to svojim otrokom pravi. Ne morete razumeti, kaj je pomenilo 2 leti biti v isto pižamo oblečen in enkrat se ne umiti. Ker si ne predstavljate, ker si v prvi fazi predstavljanja ustvarite tako velik strah, da rečete, joj, jaz pa tega nočem vedeti in greste klukati po mobilnih telefonih. Ampak še enkrat poudarim, pa jaz ne želim biti tu nek negativec, da se razume. Spet, to je skrajno tako imenovano pozitiven pogled na svet. Mi moramo, po moje, zdaj začeti s katarzo in povrnitvijo človečnosti, ker imamo napačen odnos do živali, do planeta, do vsega, kar se okoli nas dogaja. Bodimo realni. Mi premalo problematiziramo, če gremo kar na nek nivo onesnaževanja okolja. Koliko plastike je v morju. Jaz denimo, da razbremenim svoj ki se s tem seveda kontaminira z študioznim delom na tem področju. Ko gremo na morje na dopust, imam nek tak videoblog, ki se mu reče Ekotrip, kjer pobiram smeti s plaže. In na nivoju 20 metrov ti pobereš 70-litrsko vrečo smeti lahko. In to vse povsod, bodisi je to neka čist javna plaža, bodisi je to naravni park, Otok Mljet. Smeti so vse povsod. In ko se poglobiš v to, in še enkrat bom poudaril, da ne bom izgledal to kot nek težak, ampak mi se bližamo tisti meji, ki imajo Indijanci modrost, ko boste zastrupili vse vode, ko boste onesnažili zrak, ko boste uničili zemljo, ko boste pobili vse živali, boste dojeli, da denarja ne morete jesti. S tem, da imamo mi en trik poleg vsega. Na eni strani uničujemo naravo, po drugi strani pa, ker smo mi kot Slovenci v globalnem smislu nepomembni, pa na koncu nam tudi denarja ne bojo dali. In to je velik problem.